Rok, vi ste eden izmed kuratorjev, postavljalcev te razstave, ne? A nas lahko malo popeljete, prosim, po njej? Ja, seveda. Razstava je sestavljena, kot ste že prej slišali, iz dveh različnih delov, se pravi iz enega osnovnega dela, kako se je rojeval strip, kako se je rojeval lika, ne? In potem drugi del razstave pa je rojstvo zadnjega stripa, ki je šel v slovenskem jeziku 38 epizode z naslovom Poglavarjeva hči. V bistvu je ta prvi del se malce sestoji, recimo, prav iz kako sta, recimo tukaj imamo eno dobro sliko, kako sta tvorca, ne, Gosini in Uderco, ki sta scenarist in ilustrator, da sama sebe sta v karikaturi zabavni upodobila, kako sta pač prišla do teh prvih pogovorov, jasno ob kozarčku piva v Franciji, ne, kjer sta oba bila doma in potem sta gnetla ideje in sta na koncu prišla do tega, kako ne bi celoti izgledala ta bitka, predvsem bitka med Rimljani in Galci, kajti to je osnova, ne, tega stripa, skozi so te neki spopadi, skozi so bitka malega proti velikemu, ne, in kot smo že prej slišali, tudi ta veliki virus ni mogel onemogočiti nas malih, da bi naredili to razstavo in da bi jo ljudje prišli pogledati. Potem recimo meni izmed bolj zanimivih skic je osnutek prvih likov, kako sta oba lika zgledala, ne, tako Asterix kot Obelix, zasnutek galskega junaka, njegovi gibi prvi, potem bom rekel izrazi obraza, različne reakcije, ne. Sploh, če pogledamo kasneje, potem ta veliki friz, ki smo ga potem objavili na balkonu galerije, vidimo, da se je lik zelo, zelo spreminjal, sploh se je spreminjal lik Obelixa, tega dobrodušnega velikana, ne, od sprva mršavega vojščaka do kasneje zaobljenega in dobrodušnega možaka, ne. No, recimo tukaj imamo prve scenarije, kako so si zamislili prva imena, kako so si zamislili prve dialoge, imamo mogoče na naslednji tabli. To je v bistvu celotna razstava je prišla iz Francije, se pravi teh 36 tabel, mi pa smo jih potem razporedili tako, da je obiskovalcem to na ogled. S strani Francozov smo dobili navodilo, kako morajo biti table izdelane, sami pa smo potem dodali še vse slovenske Asterixe, ki so šli, dodali smo ta razvoj lika, kot pa lika, da se lahko slikate, da lahko stopite v galsko vasico, ne. Tako da to so nekateri naši dodatki, s katerimi hočemo to razstavo narediti malce manj papirnato, pa tudi, da stopimo v tretjo dimenzijo. No, tole tukaj smo pa ravno pri prvi tabli, ki je šla leta 1959 v časopisu Pilo, takrat je bil Asterix Galec prvikrat objavljen, to gre za prvo epizodo, ki je šla še v črno-beli barvi, če tako rečemo, ne. Tako da je prav zanimivo opazovati risbo, natančnost, tuširane risbe. In kasneje potem leta 1960 potem izide že v bistvu prav tako, se pravičujem, 59. v Piloju izide že Barvana, ne, to je samo osnutek, Barvana izide v Piloju 59. Kasneje leta 1960 izide še v samostojni obliki, zato se je lani praznovala, predlani pravzaprav, zdaj že praznovala 60-letnica stripa. Tukaj pa imamo zadnje barvanje iz leta 2006, ko so osvežili barve, osvežili linijo, tako da je postala barva bolj privlačna današnjim bralcem, namreč v teh starejših barvah imamo točno odraz časa tistih 60 let z rahlo, bomo rekel, temi nabitimi oranžnimi, modrimi toni, celo bi rekel malce psihadeličnimi, a ne, tukaj pa so malce bolj žive, živahne, primerne današnjemu času. Na tem mestu bi lahko še opozoril, kot sem že rekel, na tale izbor vseh slovenskih Asterixov, vsi, ki so išli v teh letih od leta 1990 do zadnjega, ki je šel letos, se pravi, pravzaprav spet moram reči lani 2021, gre za zanimivo zbirko vseh izdaj, ki so jih delali različni izdajatelji in pa seveda tudi prevajali različni prevajalci. Torej, zdaj smo v drugem delu razstave, ne? Ja, to smo v risarskem studiu nekako, ne? Tako nekako smo si ga zamislili, namreč iz Francije smo dobili slike originalnih skic, kar je za nas zelo zanimivo, sploh za poznavalca stripa, kako je sploh strip nastal, kaj je bilo pred stripom, ne, pred samo akcijo in kako naprej, izdelava likov, razmišljanje, kako bodo potekali dialogi, potem različne izrazi obraza, akcije, kako bodo izgledale ladje, orožje in take stvari. Vse to, kar pri Asterixu se nam zdi čisto samoumevno, ko beremo stripa, ne, je tukaj na teh ilustracijah, na teh skicah zelo dobro in natančno pokazano in to je zelo zanimivo za nekoga, ki razmišlja, kako sploh nastaja strip, tudi za tistega, ki želi ustvarjati strip, da vidi, koliko dela je potrebno, preden sploh nastane prva linija, prva tabla, ne. Skratka, gre za raziskavo likov, tudi nekatera nova imena se pojavljajo, potem razmišljanje o teh imenih, kako ne izgledajo. Skratka, celotna študija vsakega lika, razen teh, ki so že stalni liki, skratka, v vsaki epizodi se pojavijo novi liki,
in celotna študija vseh teh novih epizod in teh novih likov je tukaj pokazana v enem drobcu, ki smo si ga zamislili kot risarski studio, namreč vsak trenutek lahko pričakujemo risarja, da bo sedel za stol in začel risati in res je bilo kar nekaj malih risarjev, ki so zelo dobro porisali našo knjigo vtisov, zelo simpatično in zelo lepo. Gre za strip Poglavarjeva hči, 38 iz celotne serije stripov, ki je šel ravnokar v slovenskem jeziku. Gre pa še tudi za zadnji strip, ki ga je šel Derco pregledal celega in bil z njim sila zadovoljen, tako kot pravijo pričevalci. Kaj vas osebno recimo pri Asterixu najbolj navdušuje? Pa če rečem, kot mulo tam so me zelo te spopadi, te čarobni napoj, zvijačnost Asterixa, moč Obelixa, te stvari so me kot mulca prevevale. Zdaj pa vedno več vidim primerjav s sedanjostjo. Pred leti, ko sem delal Alana Forda, sem mislil, da je samo Alan Ford tak stripovski junak, oziroma tak strip, ki prinaša sedanjost, pa tudi Asterix je ima veliko. Ekologija je skozi v prvem planu, ideal fix, to je ta mali kuža, je izjemno občutljiv na vsako drevo, ki pade. Potem vedno upor teh malih proti velikim, proti togim sistemom, birokratskim sistemom in pa ta srčnost, ki jo imajo ti junaki, ker dostikrat premagajo sovražnika tudi brez čarobnega napoja. In to je nekaj, kar bi veljalo spodbuditi vseh nas, kajti ne rabimo za vse te gobe čarobnega napoja, včasih moramo samo poiskati to srčnost nekje znotraj sebe in stopati nasproti težavam. Kako je bila razstava pripravljena? Razstavo so dejansko pripravili v Franciji pri založbi Albert René Editions in mi smo se dogovorili z njimi, da bomo predstavili v Slovenijo de facto dve razstavi. Ena razstava je Asterix Rojstvo legende, druga razstava je pa 38. album Poglavarjeva hči. Združili smo jih v eno razstavo pri nas, prvi del, kako je nastajal Asterix, prvi album od prvih črno-belih risb do kvalitetno ponovno barvanih, v drugem delu so pa samo skice, kako je nastajal 38. album. Je bilo težko pridobiti vas ta material? Sam material niti ne, so pa Francozi izjemno natančni. Vsako stvar, vsak prevod, tudi kar smo prevajali iz francoščine v slovenščino, smo morali prevesti, poslati, oni so ga morali potrditi, zahtevali so postavitev, vrstni red, natančno. Takšna razstava, kot je v Franciji, kot je bila povsod po Evropi, je tudi tukaj identična. Kako je sploh prišlo do ideje za razstavo? 60 let. 60 let je bil prvi album Asterixa, pred 6 leti je bil izdan, oziroma zdaj bo že 61, ker lanskem letu je to. In urednik, ko je pregledoval podatke, kaj bomo delali, kaj ne bo, je rekel, idealno bi bilo kvalitetno, da bi predstavili ponovno Slovencem Asterixa malo drugače, kot je običajno samo v albumu. Zdaj bo razstava podaljšana še za en teden, ne? Ja, obisk je izjemno, kljub vsem zaporam, obveznostim, testom, karkoli je, obisk je izjemno visok in voditelji galerije so se pohvalili, da je tudi do 300 ljudi na dan prišlo in so prosili, če lahko podaljšamo še za en teden. Vi osebno ste že bil predtem seznanjen z Asterixom? Ja, seveda. Mi Asterixa delamo že če ne prej, bral sem ga kot otrok, seveda, 2012 smo mi prvi album Asterixa izdali in od takrat vsako leto 2-3 albume izdajamo in počasi krpamo to luknjo, da bomo Slovenci v par letih dobili vse albume na novo prevedene, na novo narisane, pobarvane v slovenščine. Zdaj je šla Poglavarjeva hči, a ne? Tako je, Poglavarjeva hči je šla, oziroma uradno bo išla februarja meseca, nekaj izvodov smo imeli tukaj na prodaj in je že žal razprodano. Februarja meseca pride zares. Načrtujemo v letošnjem letu 2022 tudi 39. številko, ki je v Franciji išla oktobra meseca 2021. Se pravi, da smo mi kar zelo aktualni. Ja, celo 35. številko Asterix pri Piktih smo izdali istočasno kot Francozi, kasneje so se malo skujali, pa nam niso več dovolili takoj in splet okoliščin je recimo bil, da smo številko 38 izdali cele 2 leti po njihovi, drugače pa izidemo pol leta do leto dni po francoskemu izdajamo tudi mi.